Smo že pri tretji oddaji sezone in če smo vam prejšnji teden pokazali cel kup novosti z domačih cest, to ne pomeni, da jih ne boste videli tudi danes. Vseeno pa oddajo začenjamo tam daleč na jugu, kamor smo našega Mateja poslali na en prav poseben test. Dobil sem skoraj nemogočo nalogo, ne pa nemogoče. Najbolj zaželen avto tega leta pri volanu na socialnih omrežjih je Dacia Bigster. In dobil sem seveda nalogo, da ga stestiram na najboljši možen način. Preizkusiti moram zmogljivosti, nov hibridni pogon, udobje, podvozje. In sem se spomnil, da obstaja ena država, v kateri še nisem bil, pa ima baje zelo take zanimive ali pa zahtevne ceste. Pa so res? Ja, ampak ko prideš na takšno lokacijo, te tudi dolga pot do sem ne zmotke dost. Zdaj sem prevozil dobrih 1000 km, kjer sem naredil še manjši ovink na poti do svojega cilja. Poraba je odlična, 5,9 litra na 100 km, pa ga nisem nič paril, ne na avtocesti, ne na prelazih. Ampak zdaj sem verjetno tudi že malo bolj svita, kje bi lahko bil, a ne? Nekje, kjer imajo tudi Alpe, da se bom počutil kot doma. Ja, to so albanske Alpe. Bolj poznane kot Prokletije in kjer so tudi kakšne ceste kar preklete, ker so luknaste, ozke, stalno se je treba nekaj umikati, zato rabiš za 50 km skoraj 2 uri vožnje, ko se navoziš po glavnih državnih cestah, jasno. Svojo pot sem tako začel najbližje meji, na severu Albanije, kjer bom imel prvi postanek v mestecu Theth. Ker še nisem bil v Albaniji, so me seveda najprej zelo zanimale cene. Zdaj pa že lahko povem, da sem za takšno luštno hišo za goste, za sobo, za 2 osebi dal 50 € za nočitev z zajtrkom, zelo bogatim zajtrkom, fajn sokcom, pa lepim vremenom. To se bo dalo preživeti. Zdaj sem se navadil tudi na folk, so zelo prijazni in kar znajo angleško in pa seveda na ceste. Še dobro, da je Bigster fino oddaljen od tal in me pelje tudi po slabših podlagah. Tukaj v mestu je recimo cesta zelo slaba, pa kar potok so speljali po njej, da se ne praši preveč. So pa pred enim tednom tukaj porušili kar 100 črnih gradenj. Sem najprej mislil, da je bilo kakšno ful hudo neurje, ampak se je očitno nekdo spravil delati red in zdaj tukaj kup ruševin. Sem pa včeraj v navigaciji poiskal en hud lokal in nastavil, da me pelje tja, potem pa tole. Ampak je dovolj druge izbire. Mene pa zanimajo gore, evo. Ja, je lih fajn vroče, pa bo pa se malo hladiti. Bigster je idealen za mojo pot, ker je ravno prav velik. 4,55 metra je dolg, pa tudi malo ožji od povprečnega križanca razreda C-SUV, da se lažje umikaš drugim avtom. To pa zato, ker je narejen na isti osnovi kot Duster. Pa obenem to ne pomeni, da ni dovolj prostora, ker se noter čisto lepo znajdejo potniki in prtljaga. Sicer bi bil za takšno pot tudi Duster povsem dovolj, ampak zakaj pa ne bi imel še malo več prostora, če lahko, a ne? Sploh pa me je zanimalo, kako se obnese nov hibridni pogon in zaenkrat ga lahko pohvalim. Tako pri porabi kot pri vseh ostalih lastnostih je boljši kot stari z 1,6 litrskim motorjem, ampak bom več povedal čez kakšen teden, ko ga bom res že dobro preizkusil v vseh možnih situacijah. Tudi po tem terenu. Zdaj pa grem malo pretegniti noge, po tako dolgi poti pa se že spodob, a ne? Aha. Kjera stena, 800 metrov je visoka. Drugače pa Albanci niso ful nekih hudih hribolazci, nobenega nisem srečal tukaj, samo 2 Angleža, pa toliko hude gore imajo. Res je lepo. Tole je Maja E-Harapit, 2218 metrov je nadmorska višina, štartal sem pred tam spodi in nobenih markacij pa klino, tako da se moraš malo znajti. Splača se pa res prideti sem gor. Nekaj časa sicer porabiš, tako da en dan bo šel za tale hribček. Drugače nam pa vedno ful režijo, posod, ko pridemo tujci, ne?
Slovenci, vedno morate v gore. Tako, kaj je z nami. Ampak lej, nam je to všeč. Zdaj pa sem še dol. Večerja. Ni toliko pocen, kot sem si mislil, ne? Čeprav je to res ful turističen kraj, ampak za 2 osebi bom tukaj dal okoli 40 €. Je pa ful dober, take lokalne zadeve, recimo lokalna plošča z burekom, pa tukaj zelenjavco, sadjem, tudi vmes pa sirom lokalnim, potem teletine s sirom in feferonom v omaki, pa domače klobase, tudi z neko omakco, pa seveda še lokalno pivo, tako da bo. Sam posreč pa še ne znajo preveč dobro. Naročim predjed in glavni jedi, pa najprej dobim glavni, na koncu pa še ta hladno. Tukaj se mora še malo naučiti, ker okuse pa že zdaj obvladajo. Grem naprej, testiranje avtov ni hec, zdaj treba spet po teh sicer krasnih, ampak ozkih cesticah nazaj do Skadarja, potem pa na jug. Tukaj se peljem po kar lepem kanjonu, kjer so krasni razgledi na pokrajino, ki so jo oblikovali ledeniki. Itak. In zato se splača tudi kje ustaviti, recimo pri največji znamenitosti tega narodnega parka, to je krasni slap Grunas. Čeprav meni je bilo pa še bolj všeč v bistvu Modro oko, tam sem se tudi kopal, je pa zelo mrzla voda, tako kot pri nas pri izviru Soče, tako da ampak pa še pri tej vročini na Balkanu, ki je skozi med 30 in 40 stopinj. Pa če sem se trudil, da vse skupaj čim lepše izgleda na posnetkih, no, ob 11 je že tako da čim prej na ogled. Je nič, še 2 ovinka, levi in desni, pa sem že čez 5 ur v Beratu. No, v resnici sem rabil 6 ur, ker imajo celo 25 km avtoceste pred Tirano, potem pa skozi neke dvopasovnice, pa lokalne ceste, predvsem pa ful veliko gužve. Ampak v Beratu sem se ustavil zato, ker mi je že povedal, da je tam gor ful hud grad, pa ful ogromna albanska zastava. Se lepo zgleda, všeč mi je tudi tole staro mestno jedro, en delček je celo pod UNESCO zaščito. Najbolj mi je pa zanimivo, da tukaj že stoletja skupaj živijo kristjani pa muslimani, pa čist okej shajajo. Nočitev z zajtrkom 50 €, parking imam pa tamle mačka nižji, ker z avto ne morem gor prijeti, je preuzko pa previsok. Ja. Seveda pa sem šel v to malo mestece zato, da vidim, kako se največja dačija obnese v ozkih ulicah. Čist okej, to pa zato, ker ima hibridni pogon in samodejni menjalnik. Samo pri tem pogonu je lahko in ga seveda priporočam, ker bo vožnja bistveno bolj enostavna, sploh med speljevanji pa na klancih. Ja, zdaj pa proti obali, to je noro, kako je vroče, tukaj piše, da je 47 stopinj. Vse je par manj, ampak žal sta to huda vročina in suša krivi tudi za hude požare. Sem ravno prej enega videl na poti proti jugu. Pa moram se popraviti. Tudi pred Vlore je nekaj malega avtoceste, sicer omejitev 110, ampak gre lepo, medtem ko južno od Vlore je pa totalno huda cesta. Čist nova, lepo speljana nad obalo. Do mojega naslednjega cilja je sicer po novem speljan še 6-kilometrski tunel, ki zelo skrajša pot, ampak mi obožujemo prelaze in ta je eden najlepših. Poglejte to, kako lepo se odpre pogled na albansko riviero. Totalno hud razgled, tudi cesta ni slaba, je očitno lepo, pa redno vzdrževana, ovinki so krasni, vozniki težko bolj uživamo tukaj. Je pa veter na tem delu toliko močan, da komaj stojiš primer. To zna biti za motoriste kar malo nerodno. Mene pa prav nič ne moti tukaj v Bixterju. Sam večino časa, ko nisem na avtocesti, vozim kar v načinu B kot brake, da malo bolj zavira, ko spustim pedal za plin in polni hibridno baterijo. Se pa takole po klancu dol hiter nazaj na poln. V takšnih primerih bi si pa želel, da bi bila malo večja, ker lepo zavira sam, ko se baterija na poln, pa se pač vklop še bencinski motor in zavira z njim, da ne skureš zavor. Všeč mi je, kako so pri Daci popravili tale občutek na volanu. Včasih res ni bil dober, to danes pa je že čisto podobno, mogoče celo bolje od povprečja v razredu. Dejansko se ne pelje slabo niti po toliko ovinkasti cesti. Evo, svoj cilj zdaj že vidim, to bo to za danes, ko mi čakam, da se vržem v Jonsko morje. Jep, zdaj sem pa že mimo meje, dokler je Jadransko.
kar lep kraj. Dermi se imenuje in imajo krasne plaže s takimi majhnimi kamenčki. Ni pa pocen, to pa res ne. Tukaj sem dal za nočitev z res dobrim in obilnim zajtrkom 130 € na noč. Lahko bi bilo sicer majčkeno ceneje, če bi bil tam gor, ampak potem ful daleč do plaže. Tukaj imam pa razgled na morje, pa na cesto. Da se pa še enkrat v vodo vršt, potem grem pa nazaj v notranjost države, ker je tukaj premrzlo, je samo 36 stopinj, tam jih je pa 40. Kopalkice. Sam teče z mene. No, na poti do mesta Gjirokastër, kot mu rečejo Albanci, je bil še hujši požar in izvedel sem, da kmetje in pastirji namenoma požigajo rastje, da potem zraste trava. Ampak ko vidiš, kakšno škodo naredijo in da ne govorimo o smradu ob obali, ker itak vse nostja, je pa grozen. Škoda, pa tako lepo naravo imajo. Pa mesta v bistvu tudi. Zdaj sem v starem delu mesta Gjirokastër, ki je zaradi svojih ulic in stavb iz časa Otomanskega cesarstva tudi pod UNESCO-vo zaščito. Najbolj bizarno pa je, da se lahko tukaj voziš. Sicer je zelo strmo, ponekod ful ozko, zelo drseča podlaga in na teh kamnih, tako da vožnja ni raven nek hud užitek, je pa zanimivo, če vam je to všeč. Tukaj v starem delu je ful turistov, kar je logično. Jaz sem pa spal 15 minut peš stran in je bilo top. 35 € za 2 z zajtrkom z razgledom na grad. Noro. Ja, grad, ful hud, velik, že leta 700 so začeli graditi tam utrdbe, potem ga pa seveda nadgrajevali, rokodelci so se v zadnjem stoletju preselili sicer izven obzidja, ampak vsekakor je vreden ogleda. Zdaj pa spet rabim malo svežitve od vsega tega kamna. Bizarne temperature kaže tale termometer v avtu. Da je res vroče, vidim tudi potem, da moram dati telefon včasih prav hladiti sem noter v hladilnik. Če je vklopljen Android avto, se segreva, če ga zraven še polnimo, pa itak zakuha. Hladilnik je sicer ful fajn, ker pri 42 stopinjah zunaj rabiš tudi malo sveže pijače, a ne? No, strešenega okna pa ravno zato jaz ne bi imel, ker imam stalno zasenčeno. Čeprav otrokom je pa ravno to všeč, da lahko gledajo ven, ko pada dež, recimo. Kot sopotnika me moti tudi, da nima temne stropne ročice, ker se včasih fajn paret, ko so kakšni ovinki in tukaj je seveda vse polhan. So mi pa bizarne, v bistvu totalno neumne omejitve, tudi tako neumno postavljeni znaki, najprej 20 in potem zraven 40, kot bi nekdo nastrelil znake, ki nimajo smisla. Tudi 20 na uro, ne? Če bi se jaz peljal toliko počas, bi domačini ponoreli. No, zdaj sem pa že v dolini zadnje velike divje reke v Evropi. Takole, z ceste se navid velik, ko poletiš med pticami in vidiš celo sliko, ti je pa jasno, koliko lepo je. Reka Vjosa je to in ker je človek še ni uničil z raznimi hidroelektrarnami in podobnim, je pravi raj za ljubitelje narave, sploh pa raftinga. Jep, točno zato sem jaz prišel sem, da sem se malo svežil in zadevo zelo priporočam. V tem času je vode bolj malo, zato ni neke hude nevarnosti niti za tiste, ki niste toliko pogumni, vodiči pa potem za še več zabave poskrbijo z borbami med čolni. Res cool, pa še skopaš se lahko. Jaz sem zdaj tako lepo frišen. No, cesta ob reki je pa tudi super, veliko ovinkov, mostov, ki so sicer zelo ozki, ampak je zanimivo, kot takole raziskuješ deželo in se ti odpira pogled na globoko sotesko Vjose. Novo jutro, nov zajtrk in zadnji postank. Tukaj je pa spanje res poceni. 33 € za 2 osebi, nočitev z zajtrkom res ni hudo. Tudi jedli boste lahko fajn tamle v mestu, pa še dobro je, tako da se splača ostati tudi v mestu per med. Spet se je zabavno voziti po teh ozkih ulicah, kjer še enkrat povem, da je malenkost ožji Bigster celo prednosti pred ostalimi križanci iz razreda C-SUV, sploh, ko se moraš takole na hitro obrniti, kakor jaz, ko sem šel seveda eno ulico predaleč. No, zdaj tudi že lahko povem, da vam bo hibrid zelo všeč, čeprav motor včasih majčkeno razglašeno ropota, ampak v večini primerov bo vožnja zelo prijetna.
Na odprtem pa sploh, tudi občutek na zavori je v redu, čeprav je sam zelo malo uporabljam, večino zaviranja oprav tukaj le kar regeneracija, ker vozim v B. Tukaj je atmosferski bencinski motor po novem 1,8 litrski in ves navor ponudi že pri 1630 vrtljajih, zato zelo lepo vleče v kombinaciji z elektromotorjem. Hybrid 155 se imenuje ta različica, to pomeni približno 155 konjev. In tudi podvoz je dobro nastavljeno, sedeži so v tem primeru boljši, ker imajo celo nastavljivo ledveno oporo in za Dacio prvič tudi električni pomik, ja? Pa dvopodročno klimo, da se boste lažje borili s to vročino. In ravno zato sem se na koncu pred soncem umaknil v kanjon Langarica, ena najlepših stvari, ki sem jih videl. Totalno hudo, ko lahko takole hodiš po njem, ker je zdaj vodostaj tako nizek, ker je jasno, da mora biti v deževni dobi glede na stene zelo visok. Ne bi bil takrat noter, zdaj pa si vzemite en dan samo za to, se res plača. Tudi z otroki bo šlo, če boste primerno obuti. Zaključujem pa ob Vjosi. Tokrat ne s čovnom, ampak kar z Bigsterjem. Zdaj pa res že fajn umazano z vseh teh cest. Dežja pa žal nisem imela, da bi ga vsaj malo prali. Ima pa zanimivo delno reciklirano plastiko, Starkel se imenuje in ima takšne mehne pikce noter, da bi se to videli, sam zdaj se ne, ker je preveč umazan. Pa v takšni deželi zelo prav pride, da je Bigster toliko oddaljen od tal. Pa seveda, da ima zelo velik prtljažnik. Do 702 litre lahko mer, čeprav pri meni malo manj, ker imam noter še rezervno gumo. Pa seveda ogromno prtljage, za tega pa ne bi kazal kaj preveč, ker je ful razmetano. V glavnem na koncu poraba 6 litrov, kar je še vedno super. Me pa zdaj do doma čaka 14 ur vožnje, kar pa ni tako super. Gre za to še malo uživati v razgledu. Mislim, pa tak dan si se pela za en test. Namesto, da bi prišel na Štajersko, imamo tudi hribe, pijačo, hrano, Vi nimate 42 stopinj pa morja. Dobro, to so za malenkosti, ne? Kaj smo pa na koncu sploh ugotovil? Veš, kaj sem naredil še en ekstra dodatek k prispevku, ki sem ga potem posnel zjutraj, ko sem domov prišel. 17 ur je na koncu trajala vožnja, skoraj 3000 km sem prevozil vse skupaj, poprečna poraba pa na koncu 5,8 litra. Super, ne? Je pa res, da sem se kar veliko časa vozil dokaj počas, pod 100 na uro, ker itak ne moreš hitrej, je pa tudi res, da je bilo veliko prelazov, zato rezultat v bistvu ni slab. Boljši kot lani v Grčiji, ko je bila poraba z joggerjem s starim hibridnim pogonom skoraj liter večja. Je pa res, da je bilo več avtoceste in še strešni šotor, tako da ne, ni tako dobra primerjava. Bigster je avto, ki stopa v zelo velike čevlje, ker nastopa v segmentu, kjer je konkurenca zelo huda. V Evropi se vsako leto proda skoraj 3 milijone vozil v tem segmentu. In ko je Dacia prvič predstavila ta avto, so takoj upozorili, da se je od leta 2019 povprečna cena avta v tem segmentu povečala za 9 jurjev. In potem je takoj nastala vrzel, ker skoraj ni več avta, ki bi bil pod 30 jurjev, ne? In zato verjamajo v tak uspeh. In ker verjamem, ker je zanj tudi zelo veliko zanimanja. Moj nasvet, če ne potrebujete 4-kolesnega pogona, je hibrid super. 115 kW je sistemska moč, kar je čisto dovolj, ker avto tudi ni težek, pod tono in pol tehta prazen, zato do 100 na uro pospeši v 9,7 sekunde. Zdaj, ko sem ga lepo sčistil, lahko končno tudi pokažem, kako prostoren je in da se da tudi zadnji normalno sedeti. V resnici je dolg 4,57 metra, na začetku moje reportaže sem majčkeno zaokrožen navzdol, pa mogoče je za koga še bolj pomembno, da je oddaljen že kar terenskih 22 cm, zato nisem nikjer nasedel, pa sem se vozil tudi po takšnih cestah, kjer me ne bi več našel, če bi se karkoli zgodil. Pa če se le da ne izbrati teh sedežnih prevlek, ker sem se jaz na njih toliko potil, da res ni bilo za na kamero. Oziroma, dajte vsaj brisačo čez, če že mora biti. Mal me moti tudi ta cenjena plastika, ki je prav posod trdna in mene začne tole fajn žult, ko se dolg vozim, ker včasih pa pač moram malo roko počivati. Ne? Res bi lahko dodal še kakšno mehko oblogo, vsaj tukaj na zgornjem delu vrat, pa tudi zaškripa kakšen del včasih, ko je vse fajn pregret. Kot celota pa super. Brez večjih zamer, ker je prijeten zapeljati, dovolj udoben, ful dobro izgleda, prostoren, varčen. Dacia res dobro upravlja svoje veliko delo z Bigsterjem. Jo, ampak na zadnji stavek si pa ponosen, ne?
Veliko delo in Bigster. Tudi ti bi bil, kar priznaj. No, drugače pa samo zate posnel še eno posebno hišo, ki sem jo videl na poti in sem si predstavljal, da bi si točno takšno ti nabavil, če bi zadev na loteriji. Ja, mogoče pa res, sam jaz bi še gor napisal one moje dobitne številke, ne. Drugače pa cene, ne. Marsikaj si povedal, nisi pa povedal, kako drago je bilo gorivo. No, to sem očitno pozabil. Ko je bil pri nas liter goriva €45, je bil pri njih vsaj €75. Ka? Tako da ni poceni. Pa kaj niso oni kao revna država, to je ful drago. So, ja, očitno je sam za turiste drago, sebe pa pač. Ne. Čak pa, veš, kaj sem še zvedel, ne, od lastnika, kjer sem enkrat spal. Da mafija kupuje vso zemljo, ki je na voljo, in tam gradijo pa hotele, pa pač te apartmaje, pa vse skupaj. Lastniki, bivši, ne, zemlje si pa kupujejo avte. Ha, Mercedes. Ja, ampak oni rečejo Mercedes. Mercedes. No, fino, da smo veliko zvedeli o tvojem dopustu, zdaj pa k resnim temam. Anže je pripravil prispevek o znamkah, ki jih je pri nas vse več, pa za večino še sploh čuli niste, ne? Recimo Bike oziroma Beijing. Peking po domače. Ste tudi vi opazili, da na naših cestah vedno več avtomobilov, ki jih ne poznate? Pravzaprav vedno več znamk, ki jih ne poznate in za katere še nikoli niste sploh slišali. In praktično vse so z Kitajske, kar pomeni, da je kitajska avtomobilska industrija konkretno zakorakala na naše ceste. No, zapeljala bi mogel reči. Tudi v naših oddajah ste lahko videli kar nekaj kitajskih avtomobilov. Spomladi sva bila z Matejem na salonu v Šanghaju in se prepričala, da je v bistvu noro, kako daleč so prišli z napredkom v nekaj letih. No, tudi v tej sezoni ste pravzaprav lahko videli nekaj takšnih avtov, tudi tega Dongfeng Box se imenuje in smo že pokazali, zakaj je zelo zanimiv. Ampak znamk in modelov je še bistveno več, zato sem naredil en tak fin pregled, ker je dejansko tudi mene zanimalo, kam koga umestiti. Je pa res, da tudi te znamke pri nas rastejo kot gobe po dežju, kar pomeni, da bo mogoče 2 tedne zatem, ko tole gledate, pri nas že spet kakšna nova znamka. Ok, zaenkrat jih je med osebnimi avtomobili 8 različnih, pa 200 med lahkimi gospodarskimi vozili. Tale spada med osebne avtomobile, lahko bi bil pa v kategoriji tanki. No, pri nas je nedvomno največji uvoznik podjetje Planet Auto, ki je v svojo prodajo ravno kar vključilo znamko Bike, nedvomno pa poznate znamko Dongfeng. Ampak tudi Dongfeng ima potem več podznamk, naprimer Box, evo ga, pa Voya, M-Hero in seveda Forting. Predstavljajte si Dongfeng kot skupino Volkswagen in v tem primeru je Dongfeng torej krovna družba. No, pri Planet Auto imajo potem še znamko Hongqi in z enim od njihovih modelov se naokrog prevaža tudi kitajski predsednik Xi. Mislim, ga vozijo, se ne vozi sam. Med lahkimi gospodarskimi vozili imajo pa tukaj še znamko Maxus. Nekaj avtomobilov ostalih znamk ste tudi že lahko videli v naših oddajah. Naprimer znamke Geely, Lynk & Co in MG. Prva dva pri nas zastopa podjetje Kmak, no zadnjega pa Gea Adriatic, ki bo v svojo ponudbo kmalu dobil tudi znamki Jayco in Omoda, prihaja pa tudi znamka BYD. Pri Emil Frey so pred kratkim v svojo ponudbo dodali znamko Leapmotor, Autovalis pa ponuja dostavnike znamke Farizon, kmalu menda še znamko Xpeng. In kot največji uvoznik kitajskih vozil pri nas smo imeli tudi seveda ogromen salon. No in ta, v katerem sem zdaj, pa stoji blizu Brezovice, je precej impresiven. Ta salon, v katerem danes stojiva, se pravi leta 2025, je bil zgrajen že 10 let nazaj. Z tem istim namenom, kateremu danes tudi služi, za prodajo kitajskih električnih vozil. Res pa je, da leta 2015, ko smo ta salon zgradili, so bili časi še malo prezgodni za elektromobilnost, tudi za kitajsko elektromobilnost, zato je salon nekaj časa služil kot skladišče. V lanskem letu, v oktobru, pa smo salon predali namenu, se pravi prodaji električnih kitajskih vozil.
prihodnost je sončna, je obnovljiva in tudi električna. Tako da naši plani, predvsem na področju kitajskih vozil, je pripeljati še dodatne blagovne znamke, seveda tiste, ki so zrele, da prihajajo v Evropo, hkrati pa tudi spodbujati mobilnost kot storitev. V planu imamo že v naslednjem letu, da pripeljemo robotaksije v Ljubljano, seveda, če bo mesto temu tudi naklonjeno, se pravi, to so vozila brez šoferja, kjer se lahko potniki, občani vozijo v bistvu brez lastne vožnje ali pa voznika. Ja, v zanimivo smer pluje avtomobilizem, zato vsaj za nas ni nobene panike, ker vsebine očitno ne bo zmanjkalo. Grem pa lahko po novinarsko raziskovati še naprej. Vi ste zdaj izbrali svoj nov Dongfeng avtomobil. Seveda se vam zato ni treba peljati v Kamnik pod Krivom, če vam je to predaleč. Prodajalcev in serviserjev je pri nas v Sloveniji že 25. V bistvu so vsi konci Slovenije kar dobro pokriti. Evo, jaz imam zdaj že njihov drug model. Servisi številčno torej ne bo težav, ker jih je dovolj. Kaj pa, če ne gre samo za klasičen servis z menjavo olja ali pa za kakšno malenkost pri električnem avtu? Kaj pa, če kakšna stvar dejansko odpove ali pa imate nezgodo in je kakšen del treba zamenjati? A bo treba čakati, tako kot jaz na Alibabi, 2 meseca za en paket? Ja, rezervni deli so urejeni, tako kot pri vseh ostalih principalih, se pravi, naša matična firma Dongfeng ima centralno skladišče za celo Evropo na Nizozemskem, v Venlu, kjer v bistvu so shranjena vsa rezervne deli za vse modele. Mi kot uvoznik za nekaj trgov pa imamo tudi lokalno, bomo rekel, skladišče rezervnih delov tukaj, hkrati pa tudi v primeru, če rečemo, kakšnih kosov, ki jih mi nimamo ali pa slučajno v Venlu, to so glih v prihodu, si pa tudi z ostalimi uvozniki pomagamo iz Italije, Slovaške, Poljske, Bolgarije, se pravi, nas je v bistvu v Evropi, vse države so že pokrite, tako da z rezervnimi deli uradni postopek, uradna dobava, vse normalno teče. Svetila, odbijači stekla so na zalogi, tako da v bistvu to lahko dobava v bistvu istem dnevu iz našega skladišča. Postopek teče tako kot pri ostalih, se pravi, greš k lastnemu serviserju, on naroči rezervne dele pri nas in mi jih dnevno dobavljamo potem komplet naši prodajno-servisni mreži, ki nudijo v bistvu kompletno storitev servisa in pa prodaje. Garancijo imajo vozila različne garancijske dobe, električna malo daljša, zaradi baterije do 8 let, bencinska 5 let, tako da v bistvu to je standardno, tako kot pri vseh ostalih znamkah. Ok, stvari se očitno prilagajajo in razvijajo zelo hitro. Sicer pa, če vi ne poznate vseh teh znamk, še ne pomeni, da podjetja ne obstajajo dolgo. Dongfeng je svoja vrata recimo odprl že leta 1969, kar pomeni, da avtomobile izdelujejo že dolgo časa in ni bojazni, da bodo jutri zaprli vrata, vi boste pa ostali brez vse podpore. Je pa res, da se bodo nekatere znamke bolj obdržale, druge pa slabše, ampak to bo pa pokazal čas. Toliko pameten pa tudi jaz nisem. Ampak niso pa nove samo kitajske znamke, da ne boste mislili, ne? Ne, seveda ne. Fiat je že poleti k nam pripeljal novo Pando, zdaj se imenuje Grande, ker je v bistvu zraz. Večja je. Ja, večja je, no, se ni težko ugotoviti. To je v bistvu 4. generacija, še vedno je to majhen avtomobil, milimeter ima manj kot 4 metre. Zelo zanimivo je za pogled, predvsej takih odrezanih linij, kot so Pande tudi vedno bile. Pogon je samo spredaj, lahko je hibridna ali pa električna. Ne, jaz hočem samo 4-kolesno. Joj, pa je prije naslednje leto. No, ok, hvala Bogu, ker nov je pa tudi Sportič. Smo ga tudi že imeli na testu, boste videli v eni od prihodnjih oddaj. Drugače pa ne morete mimo novih luči, so bolj po vzoru električnih modelov EV. Nova je tudi notranjost, kjer ni več svetlečih črnih površin na sredinski konzoli in to je prav fajn. Motor pa 1,6 litrski turbobencinski 4-valjnik, kasneje pa še hibrid in priključni hibrid. No, vidiš, najbolj popularen avto na svetu, zdaj, če gledam ime celotne družine, ima pa samo hibridni pogon. In sicer motor je 1.8 ali pa 2.0, govorim pa seveda o Corolli Cross. Dobro, sem ta ni tako prodajen, kot je pa klasična Corolla, ne? Ne, govorimo o celotni družini, zato da veste, kako velik avto je to. Ampak zdaj po slabih 5 letih so jo malenkost posodobili, kar se zunaj vidi po drugačni maski, tudi noter je nekaj sprememb. Še vedno pa za voziti to ostaja eden najbolj prijetnih, umirjenih avto, totalno na easy je, sploh nič te ne sil, da bi hitro vozil. Celo ti si umirjen, gostak divjak? Jaz divjak na kesu. No, ampak ravno omenjaš, sem bil pa res na enem bolj divjem dogodku. Že tretjič se je v Lescah odvil head to head, kjer so se v bistvu tekmovalci med sabo pomerali v dirki v pospeševanju.
Kup obiskovalcev je pa privabilo še več 100 razstavljenih avtov. So bili Nissan GT-R, Supra, hudi Audi in tako naprej. Celo Dragster je bil tam, ko ga je model pržgal, so nam skoraj počeli bobnički. Res glasno. Skratka, zelo zanimivo, bilo je atraktivno, polno enega dogajanja. V bistvu sta bila pa spet najbolj zanimiva, vsaj meni med tekmovalci, dva avtomobila, tale star Audi. No, pa ta Honda Civic z več kot 600 konji, ki je bila že lansko leto, pa z voznico za volan. Dar tole zgleda, ampak zakaj pa nisi ti vozil? Če nisem imel dosti trgal. Pa sem lahko šel v svojo Hondo ali pa s temle Audijem, ima 4 sekunde pa pol do 100. Stari, tam so bili avti, ki imajo manj kot 3 sekunde do 100, ampak mogoče le ideja za drugo leto. Dobro, drugo leto gremo pol mi z našim Jugecom, sam zrihtati ga še moramo prej. A ne, Jernej? Dej puzge na mir, ker ima preveč dela. Še ena novost je pri nas in sicer Mercedes-Benz CLS 142 plus 1 osvetljeno zvezdo. Zakaj pa plus 1? A ja, ona je ta glavna, ne? Ja, no, 792 km dosega po VLTP in ogromen sprednji prtljažnik, 101 liter ima. To je zdaj samo še na elektriko, ali kaj? Ja, 85,5 kWh ima veliko baterijo, polni se pa s 320 kW. Ja, to pa je že nekaj, ne? Ni pa edina novost, ki se polni tako hitro, še hitreje s 350 kW, kar je v bistvu največ, kar omogočajo naše hitre polnilnice z enosmernim tokom, pa se polni Hyundai Ioniq 9. Gre za res ogromen Hyundai, ki je dolg več kot 5 metrov, lahko ima 3 vrste sedežev ali pa 6 oziroma 7, odvisno od udobja. Baterija pospravi 110 kWh in to pomeni, da po VLTP lahko prevozite 600 km. Ja, koliko pa tehta to pa? Ja, z dvema elektromotorjema, torej če imaš 4-kolesni pogon, pol rabite za veliko parkolce že izpit B+E. Zato sem pa vprašal, noro, koliko so ti avti težki leta. Zato pa zaključujemo oddajo z bolj lahkimi temami in sicer minulo poletje je pri nas bilo cel kup spačkov. Kako veste, kdo smo pravi ljubitelji avtomobilov? Jaz bi rekel, da tisti, ki jim damo ljubkovalna imena. In eno se je še posebej dobro prijelo – Spaček. Tule za mano jih je že skoraj 3000, pa še dobrih 500 jih pričakujejo. Zdaj sem 10 metrov niže in mi je dejansko bolj prijetno zaradi vseh teh spačkov, ki so se pripeljali z vseh kotičkov sveta. 25. svetovno srečanje tega legendarnega Citroena 2CV je organiziral Citroen Klub Slovenija, ki ima več kot 500 članov in skupaj z dobrimi 350 prostovoljci so vse tole skupaj zorganizirali in pripravili ekstremno pester program. Vsako večer je živa glasba, dobrega rock'n'rolla, čez dan je boljšjak, so igre za odrasle, so igre sestavljanja motora, so igre za otroke. Imamo mladinski šotor, kjer naša mladina gosti tujo mladino in še kaj. No. Imamo goste iz skoraj 40 držav, prišli so najdlje, so iz Vietnama, Jamajke, ljudje, ogromno je francoskih avtov, kar seveda je razumljivo, Nizozemcev, pač iz cele Evrope seveda. In ja, tudi seveda naša bivša Juga je zelo dobro zastopana, za kar smo tudi malo ponosni. No. Ja, Spaček je enostaven avto za enostavne ljudi, ampak nikakor ne povedano slabšalno. No. To so, kot vidite po kampu, to so ljudje, ki imajo radi enostaven način življenja, iz tega imajo tudi radi ta enostaven avto, ki se ga da popraviti, ki se ga da vzdrževati, ki ni neki petični oldtimer, ampak je še vedno prevozno sredstvo, ki dejansko nekaj pove tudi o lastniku. No. Legenda pravi o imenu Spaček, pač Citroen 2CV je tako zelo suhoparno ime, ker je dejansko označeval davčno stopnjo francoskega obdavčevanja avtov in to je bila osnovna. Najcenejši avto za registrirati je 2CV. Recimo, ne vem, kakšen večji avto je 10CV, še zdaj imamo te oznake. Ampak ta oznaka nekako pri nas ni šla skozi in legenda pravi, da ko ga je nekdo videl, je rekel, pa to ni avto, pa to je Spaček, to je Spaka. In to se je tako prijelo, da je v bistvu v Tomosu, ko so začeli Spačka pri nas izdelovati, so uradno prevzeli to ljudsko ime Spaček. In je bilo od leta 1969 do leta 1975 si imel v prometnem dovoljenju napisano Tomos Citroen Spaček. Večkrat radi rečemo, da je to srečanje prijateljev Spačkov. Torej, dobrodošli so vsi, tudi s kakšnimi drugimi vozili. Mogoče, ne vem, so prišli zaradi nekih drugih razlogov s temi avti, ne vem. Ampak dejansko ne želimo se iti nekih segregacij. V duhu te enostavnosti Spačka in ljubeznivosti teh ljudi mi
so pri nas dobrodošli prav vsi. No. Kako se sploh lotiš organizacije takega dogodka? Ja, to je res, ti dogodki so nekaj zelo posebnega. Prvo svetovno srečanje je bilo leta 1975 na Finskem in od takrat praktično ni enega samega dokumenta, kako naj to srečanje izgleda. Ni napisano, rabiš toliko WC-jev, rabiš toliko kvadrature. Popolnoma brez birokracije, mi rečemo, da je to ena taka avtonomna cona v tem času uradništva in tudi na to smo zelo ponosni. No. Tako da lotiš se ga, kako se ga lotiš. Poskrbiš za to, da je tujcem pri nas čim lepše, čim bolj udobno in zato, ker sami hodimo po teh svetovnih srečanjih že lep čas, nekako tudi upamo, da vemo, kaj pripraviti, kaj pričakujejo ljudje in kako jih čim bolj zabavati pri nas. V povojni Franciji je Citroën 2CV predstavljal demokratično mobilnost. Omogočal je mobilnost množicam, še posebej pa je bil priljubljen med mladimi, umetniki in hipiji. Tudi zato, ker so ga izdelovali od leta 1948 do praktično 1991. In verjamem, da je v njem nastala marsikatera nora zgodba, tudi ziher kak moj vrstnik. Naslednjo nedeljo ne smete zamuditi nove oddaje, v kateri boste videli mene, kako vozim najnovejšo Nissanovo Micro, ki ima spet okrogle luči. Recimo, Matej je bil južneje, ker je vozil Kia EV4, ki ima pokončne luči. Naš Volkswagen ID4 smo peljali na drugi servis in pripravili ekstremno zanimiv prispevek o uvozu avtomobila. Kje in kakšne so pasti ter kako se je treba pripraviti na uvoz avtomobila, če gre za neko posebno zadevo ali pa če najdete boljšo ponudbo, ki je pri nas ni. Poleg na spletni strani volan.si nas najdete na Facebooku in Instagramu, tudi na YouTubeu in TikToku smo. Se vidimo!